Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Seneca o kratkosti življenja. Radi pravimo, da ne moremo izbrati svojih staršev, da so nam bili dani po naključju, vendar lahko resnično izberemo, čigavi otroci bi radi bili. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Pogosto slišimo ljudi, ki se pritožujejo, da ne morejo izbrati svojih staršev. Seveda je to res, vendar nam Seneca ponuja drugačen pogled. Morda ste bili rojeni v družino, ki vam ne daje podpore, ki si jo želite. Morda se ne strinjate z vrednotami svojih staršev ali se počutite omejeni z okoljem, v katerem ste odraščali. Toda Seneca nas opominja, da lahko izberemo, čigavi otroci bi radi bili. To ne pomeni, da zavračate svoje biološke starše ali se odrekate svoji družini. To pomeni, da se odločite, kdo bodo vaši duhovni starši, kdo bodo vaši vzorniki in mentori. To so lahko ljudje, ki jih občudujete, ljudje, ki so dosegli tisto, kar si želite doseči, ali pa ljudje, ki živijo v skladu z vrednotami, ki jih cenite. Tako lahko izberete, da boste otrok nekoga, ki ga občudujete. Morda ste občudovali Nelsona Mandelo in njegovo posvečenost pravičnosti, ali pa Steva Jobsa in njegovo inovativnost. Lahko se odločite, da boste otroka teh ljudi, da boste sledili njihovim stopinjam in se učili od njih. V končni fazi nas Seneca opominja, da smo mi tisti, ki oblikujemo svoje življenje. Čeprav ne moremo izbrati svojih staršev, lahko izberemo, kdo nas bo navdihnil, kdo nas bo vodil in kdo bo vplival na nas. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.